Danes smo pa na enem malo bolj posebnem dogodku. V Resi v Mariboru za 10 let obratovana tele poslovalnice organizira dan odprtih vrat. Za mano je šotor, noč so delavnice, pa razne stojance. Pa najbolje gremo kar pogledati, kaj se dogaja, no pa bomo sproti pa videli, kako pa kaj. Dobar dan ponovno. Pozdravljena. Ja, jaz sem zaposlen pri Varesiju kot varilni prezentator, komercialist na terenu. Moja regija je Dolenjska, načeloma pokrivamo kar celo Slovenijo. To se pravi, če imam jaz doma eno proizvodno, recimo delam, ne vem, trosilce, kmetijsko mehanizacijo, karkoli. To je to. Rabiš vas aparat, pokličem tebe. Tako, najprej se pogovoriva. Prvo morava določiti postopek varjenja. Se pravi, ali je to elektroda, se pravi MMA postopek, TIG postopek ali pa MIG postopek. Ko bova to določila, se pravi, kaj bi ti rad dosegel, se pa lahko na podlagi tega zbere zate en dober stroj. Vsaka stranka je specifična, tako da ni pravila zdaj, kako določiti. Tle je prvo tudi price performance, se pravi, kaj stranka želi, se pravi, kakšen stroj želi, pa kakšna cena. No pa te specifikacije pri švac aparatah pa to, kaj se pa gleda? Koliko časa bi ti z njemu rad delal, se pravi, resna proizvodna ali si popoldanski, kako bi rekel, entuzijast. Zelo pomembna intermitenca, se pravi, koliko časa stroj zdrži pod določenimi pogoji, moč, programi, funkcije, a je pripravljen na druge konfiguracije, in tako, vodno hlajeno, zračno hlajena enota. Spektar je zelo širok, pri tej zgodbi. A moč se gledaš čisto povedan, koliko je debu material, toliko močan ga rabiš? Ni čistko, ampak ja, recimo, deva grob primer za laike je približno v principu to. Da imamo aparat, če je toliko velik, je verjetno šmuhnejka pa unki je toliko velik. Definitivno, pač vsak ima svoj, bom rekel, špeh notar, se pravi, v tako majhno kišto ne more spraviti, bom rekel, toliko pameti pa toliko moči, kot ga spraviš recimo v kjerokoli drugo industrijsko mašino. Ja, ko pa imajo unta veliki, ki tam malo nimajo? Moč, intermitenco, programe. To se pravi, zunaj še kaj cel dan švasa, ste malo vosel pa pregru. Tako. Se pravi, treba tudi stranko podebatirati, pač vse te stvari, ne moramo nekaj na pamet, zelo ne radi dajemo na pamet strojev. A pa tudi ko zgleda, da ti kakšen švac aparat kaj pripeleš, pa da se proba to švacati z njemu? Ja, seveda, prezentacije se vedno izvajajo ali pri stranki, ali pri nas v našem demo centru. To je čisto odvisno od dogovora med stranko pa komercialistom, tako da ni to zdaj napisanega pravila, kaj je prav pa kaj ni. Tlele imamo naš štand Lorch, predstavljamo Kobota, se pravi kolaborativno varjenje, dosti bolj enostavno kot pa klasično robotsko varjenje, ker mu določiš točko A, točko B in on praktično si zapomne zelo enostavne te ukaze. Na tipko se ga stisnemo, postaviš eno točko, mu postaviš drugo točko in on si zapomne, se pravi, koordinate, po katerih se premikal. A tega fizično postaviš? Tako ja. Se pravi, tudi daljinca imaš, ampak eventualno ga ne rabiš. A ni pa tako, da mu daš v programu od koordinate? Tudi lahko. Se pravi, mi smo pač zastopnik, generalni uvoznik, zastopnik in pooblaščen serviser za Lorchove stroje. Ena boljših mašin pri nas, ki se jih lahko da dobiti. Tamle vidim, da se nekaj tudi švasa. To je uradni prezentator od Lorcha, David, je res maček. Njega se da marsikaj vprašati glede samega varjenja, postopkov, karkoli v zvezi z njihovim strojem. Zdaj vidim, da imamo različne švase, je to kaj? Ja, to se pač loči po programih, se pravi tudi postopke varjenja, pozicija varjenja. V principu tale je delana vertikala, tako da je lepo viden, kako je stabilen oblok pri samem stroju. A vertikala je kar težka za švasa? Mislim, vertikala bi jaz rekel, da je ena težjih pozicij, ki se jo vari. In pa pol tudi recimo zelo tanka pločevina po vseh stvareh ne bi bila varljiva, je z pravimi programi pa s pravim pristopom res dober vrljiva. Kaj še se kaj takega lotem, ponovati prav hit lukno, čez naredim. Seveda. A pa če kaj res ga pa to je tik tak lukno. Zato, ker nimaš ta pravega stroja, moraš k nam prijeti. Ja, mora biti res, ja.
Pa ta pravi nastavitve. Točno to. Se pravi, to je naš nov model IQS 5, a ne? Se pravi, to je res industrijska mašina, ki bi jo recimo priporočil večjim firmam oziroma tisti, ki ga res hočejo žgati kaj norca. Kva, če ga imaš vas namotlela? Lahko. David, can you weld one piece for us? Se pravi, zdaj štela parametre. Načeloma je stroj tako dober, da ne rabi iti ven izven okvirja, se pravi, bo ostal v tovarniških nastavitvah, zato da se v bistvu vidi performance samega stroja. Ne? In zdaj boste videli v bistvu samo stabilnost obloka pri vertikali. Ne? Se pravi, to, kar slišite v zadnji, to je frekvenca pulza, ki je prav posebej bila narejena za vertikalno varjenje. Aha, to, kar bi izprekina. Tako je. Se pravi, da je to je v bistvu nihanje med zgornjim in spodnjim tokom in je dosti lažja kontrola med zvaroma. Ne? Se pravi, da ti zadeva ne poteka ali pa kakorkoli, da ga lahko pol res dobro ujame. Če konstantno šopal, ti verjetno dosti teče. Tako. Dobar ga je švasno, čist. Tako, kaj treba. Ne? David, perfect. The first run, let's do a second run. Zdaj gremo pa z drugim layerjem. Pri teh konstrukcijah je določen v bistvu teme zvara in tega se je treba držati. Ponavadi moramo je tudi več layerjev nanašati, da je v bistvu, bi rekel, da statično ni sporno. No? Da to res drži poj. Tako. Da drži kabak. Tako, drži kabak. Tako da zdaj vi ste dejansko ni zajet, vse je prava perfekcija in izbrizgal ni, kar je zelo pomembno, da ni pol toliko nadaljne obdelave samega zvarjenca pa brušenja. Thank you, David. You're welcome. Very good, perfect. Ok, tle smo pri štantu Jasik, se pravi, to je naš nižji rang mašin, ampak bi jaz rekel, price performance je to prava izbira, se pravi za polprofesionalce, tudi za industrijo, po določenimi pogoji seveda. Ne? Res dobre cene, mislim, res dobri stroji. No? Evo, tukaj, če gremo. Evo, tle vidimo lasersko čiščenje. Močna zverina, no. Sad je pa še čisten profi laser. Ja, pač to je prav v principu čistilni laser, ne. Se pa tole pa vidim, deluje maline. Kako to dela? Zdaj, to je nova zadeva, ne, tako da deluje podoben kot peskanje, no, to nadomešča zdaj počasi. Zadeva čisti lahko v več fazah, lahko dela krožno, lahko linijsko. Tukaj potrebujemo elektriko in zrak. Aha, elektrika in zrak in to je to. Tako. Sam to čisto industrijska zadeva verjetna, se dobi tudi kaj takega bolj za domačo uporabo, ker tole je drugače super video, sploh za kakšne take prostore, ki ne pride zraven. Začne se pri kilovatu pa pol do 2 nekako za domačo uporabo, medtem pa ta močnejši model je bolj industrijski, je 3 kW, tako da to je pa že bolj za neko vsakodnevno uporabo industrijsko. Predstavljamo tukaj danes dve znamke, ena je Jasik, ena je VTL, tako da nekako probamo izluščati od obeh znamk najboljše artikle. A so pa zadeve tam, recimo Jasik pa VTL? Bom rekel, jaz sta kar v podobnem in cenovnem in kvalitetnem razredu. A to pa takole pa pištola zgleda? Ja, tako pa pištola zgleda. Tukaj not imamo motorčke, ki omogočajo različno gibanje žarka, potem so pa noče stekla, leče. Zanimiva zadeva. A to tudi če je bolj taka debela arja, jo lahko odstrani ali? Bom rekel, te novejši modeli že kar odstranijo tudi debelejšo arjo. Zdaj bom rekel, če je pa res trdovratna, je pa treba potem enkrat mehansko še mečkeno čistiti, pa še enkrat z laserjem čeziti. Kako pa je to, če predolgo držiš na enem mestu? Ali je prešvok, se pravi, da moraš moč povečati, lahko ti pa tudi preveč segreje zakali že osnovni material. Tako da moraš izbrati pravo razmerje med močjo pa hitrostjo. Tle smo pri GIS-u, se pravi tudi ena naših boljših znamk, ki jo zastopamo, prodajamo. Od indukcij, kar je v bistvu, bom rekel, kjer so res močni, do MIG-a in TIG-a. Imamo, mislim, da 3 vrste indukcij, se pravi najmanjša indukcija. Za gretje določenih stvari imamo pol različne featurje, ki se uporabljajo za
različne stvari greti, potem so pa pol resne industrijske indukcije, pa unale tamle. Tlele imamo našega kolega, ki nam bo predstavil. V katerih primerih se pa to najbolj uporablja, recimo? Ker jaz kar doma grejem, pa to je kaj takega, kar ne morem utegniti, ali pa kaj takega, kar dol ne dobim. Tako, zdaj v principu je indukcija narejena za potrebe mehankarije, po domač povedano. Je pa pojem, bom rekel, dosti širši, tudi v industriji se uporablja za ravnanje določenih konstrukcij, tam, ko jo moramo, recimo po varjenju je zadeva dostikrat upognjena in v bistvu z resno indukcijo lahko te stvari tudi poravnamo. Zdajle bo zavaril, se pravi, en zvar pri aluminiju z tik postopkom, mora prvo še ošiliti elektrodo, tako da bo res zadeva funkcionirala tako, kot je treba. Elektrode se šila, kva? Ja, to je treba, se pravi, to je tungsten, to je negorljiva elektroda, ki je v bistvu žari in topi dva materijala. Tungsten inert gas, to je v bistvu tik kratica. Varjeno je pod inertnim plinom argon, se pravi, tisti, ki ve, zakaj se gre, dobro ve, kako je. No, jaz ne vem, zakaj se gre in ko mi čakam, da vidim, ne vem, to pa malo krat v živo vidim, ker šmasajo aluminij. Evo, imate super priliko. Zdaj nam bo pokazal varjenje aluminija brez pokanja, ker aluminij je zelo problematičen, ker se blazno hitro segreva in blazno hitro ohlaja in lahko pride do razpok pri samem zvaru in zvarjencu. Se pravi, mi lahko zbiramo pozicije samega varjenja. And then the thickness we are working on. Tako, in debelino, na katerem bomo varili. Pravi, lahko spremenimo iz točkanja v samo varjenje. Če imamo dvojni knop na gorilniku, lahko spremenjamo med postopki varjenja kar na gorilniku. Aha, samo klikaš. Zdaj pri AC toku je zvok majčkeno bolj specifičen, ker je nihanje med zgornjim in spodnjim tokom. Zdaj to je zelo pomembna informacija pri aluminiju. Pri točkanju ne rabimo dodajnega materijala, ker ponavadi je težava pri aluminiju, da moramo vedno heftati oziroma točkati z dodajnim materialom. Z tem programom tega ni treba in zadeva ne poka. I switch to welding. Ok, se pravi, zdaj je prestavil na varjenje. Kot vidite, nima dodajnega materijala, kar je zelo, zelo redko pri aluminiju in zadeva bo funkcionirala. Zadeva je pravi močnejša, kot pa če bi uporabljali dodajen material, ker v bistvu vse nečistoče iz aluminija, se pravi iz globine, potegne na površje in zadevo zalije v globino. Drugače pa to kar redko brez dodajanja. Mislim, načeloma po vseh pravilih to ne gre. Tako da super mašina. A imaš pa bojo opcijo, ali dodajaš ali pa ne? Ja, seveda, sej pač ne gre to po vseh teh stvareh. Ne, elektroda ostane ista, se pravi, sem mora biti primerna izbira barve. Tako da pač niso vse elektrode za varjenje aluminija oziroma AC toka. Pač oni proizvajajo oziroma so zelo močni tudi na indukcijskih grelcih, tako da evo, zdaj nam bo pa Sebastian malo predstavil, da boste videli, kako sama indukcija deluje, pa kje jo roka uporabljamo. To se pravi, bo še malo indukcijo predstavil. Ja, tako je. Star sistem flaša, acetilen kisik, lahko zdaj merne vesti zamenjamo za indukcijo, kar je v principu bolj varno, drugo pa tudi bolj varčno. Ne greje vse okrog, tako kot star sistem, ampak res tam, kjer mi želimo. Se pravi, je zelo fokusirana, zelo hitra, pa tudi cenejša. We've got product from 1 kilowatt air-cooled to 22 kilowatt. Opcija od 1 kW, se pravi zračno hlajeno, do 22 kW vodno hlajeno opcijo. Se pravi, to je resna industrijska mašina. Se pravi, zelo pomembna je izbira pravega orodja, se pravi, kaj hočemo greti, na kakšen način, pa kje hočemo greti. Se pravi, zato ima GIS zelo dobre featurje, ki so v bistvu primerni za morje različnih stvari za samo gretje. I will press in 1 second. Tole je pa tudi kar oranj. Ja, viš, tole je oranj, ker je, se boš videl. Evo, zadeva že žari. Tako da mislim, da je 3 mm debela cev, tako da... And I am only at 50%. Prav na 50% malo odprt. Kaj je to tik-tak, no? Ja. Se pravi, to je laufa na 50%. It's 50% of power? Yeah, 50%. Ja, ok, vidim, da Zigi je tudi že pripravljen. To je pa glavni varilc od Belarja. Ajde ta. Ja, strmalček, dober. Thank you, Sebastian.
Tukaj imamo Femi žage, to so profesionalne do polprofesionalne žage za teren, se pravi, tukaj imamo 3 opcije predstavljene. Ne? Najmanjša zadeva 780, mislim, da je kapaciteta rezanja, se pravi, okroglo do 105. Naš ABS sistem, Automatic Bending System, se pravi, zadeva sama reže. Ne? Ima tudi v bistvu sklopko, da zadevo pri napenjanju lista ne moramo prenapeti, se pravi, sklopka preskoči in je optimalno zategnen list. A to se pravi, da se na pot prehit? Tako, ne, se pravi, da ga mi ne moramo pretegniti. Mlajše sestrice tega nimajo. Ne. A so pa mislim, da je to bolj za teren rekel, bolj za... Tudi ja, se pravi, to so vse 3 terenske variante, se pravi, večja 160, za večje kapacitete je tudi malo bolj težka, pa res veliko zmore. No. Boš kaj povedal, na hitro te malo posnamemo? Lahko, ja. Se pravi, en del, ki ga ponujamo, so trumfovi stroji, se pravi, stroji za pripravo zvarnih robov. Ta stroj seka v bistvu, da naredi, ta je kot reskar. Pa trumf še druge stroje, se pravi, za rezanje pločevine. Od 0,5 pa do 10 mm. Se pravi, to je tole, ne? To je prav to, razumem. ja. Okay. Pod rigidita stroj, ta je pa tudi na pripravo zvarnega robu, je pa za pripravo na cereh. Se pravi, lahko se stroj fiksira, tako kot bi ga tukaj vidno, tako delamo fazo na manjših kosih ceh, Ali pa večjih, ne? ali se pa vzame stroj dol, se upne večja cev, se da pač kjerkoli je in gre stroj okoli cevi in naredi fazo. Ja, to delamo zaradi tega, da lahko pri zahtevnejših varjenjih, recimo, ki mora biti zadeva varjena s korenom, se pol tukaj dela filler var in v bistvu to je mašina, ki nam pripravi zvarni rob, da ga ne rabimo ročno brusiti. Zadeva je zelo natančna, se pravi, imamo tudi manj težav pri varjenju, ker je res enakomerno zvarni rob pobrušen. Se pravi, to pa tele robove pa to naredi. Tako. Hvala lepa. Hvala. Tukaj imamo varnostne obleke, varnostne rokavice in tako naprej. To je naš kolega. A to je čisto za švacati, ja, vse. Tako ja, to ima, se pravi, obleke, vse je negorljivo, primerno za varjenje. Mi smo zastopnik, prodajalec, mogoče še gospod, ki je več povedal. Hello. Zdravo. Znači, Veldas to je firma specijalizovana u zaštitu zavarivača. Mi predlažemo sve artikle za zaštitu varilaca, u smislu rokavice, odelo i dodatke za zaštitu kao što su deke, ekrani i tako dalje. Dobro, hvala. Pa nema na čemu. Zdaj smo pri Staretu, se pravi, relativno nova stvar pri nas. V glavnem vse za rezanje, žaganje, super zadeva, ki se je res dobro prijela, tako da priporočam vsakmu. Tukaj imamo našega kolega Federikota, ki vam bo povedal kaj več okoli tega. Starret is a US brand, American, since 1880, 150 years ago. We are manufacturing of tools, cutting tools, okay? We have 3 divisions, tools, machinery and metrology, okay? So we have different tools for cutting all the materials on power tools, okay? So we have hole saws, we have reciprocating saws, we have the hacksaws for, okay? All the products are high-end quality. I will show you something about metal cutting, very quick. Perfect. Tako da pazite, tle morate videti, to je brez hlajenja, kar je dostkrat velik problem pri dobrih kronskih žagah, pa tle problema ni. So this is a portable bandsaw machine, okay? It's a very heavy duty compared to the others, so it's very heavy, 24 kilos. The good thing is it can work in automatic system also, okay? Automatic. So the operator doesn't need to be there. It stops itself. Prav sama se ustav. Of course, you can cut also in manual, right? And this is the big one, the biggest one we have. This is a 3-phase, heavy duty, can cut 300 millimeter pipe, so very, very, very big ones. 350 kilos, so it's very strong. As quality of Starret is quality of products.
We don't sell to DIY stores, always high end. This is why we choose Varese. It's one of the top dealers in Slovenia. Tukaj smo pri Belarju, se pravi tudi ena naših boljših brendov. Belar je v osnovi znan po žicah in dodajnih materialih. Jaz bi rekel, da je Mercedes v dodajnih materialih. Imam prav, Goran? Ja, pa evo, ovo leto slavimo 100 let Belera. Jako drago nam je da smo tu sa vama već puno let. Nadam se da ćemo biti još puno. Kratko da predstavimo naš program, znači osim dodajnog materijala koji svi poznaju, imamo u našem programu naravno i aparate za zavarivanje, zaštitnu opremu, zatim znači osim Belera kao brenda što je poznat za zavarivanje, imamo brend UTP, žuti, koji je poznat znači sa dodanim materijalima za reparaturu. Egzotika. Ja. I imamo još Fontargen koji ovdje nismo predstavili, koji je za tvrdo i meko lotanje. Naš plan je da budemo dobavljač kompletnih rješenja u zavarivanju, tako da idemo u tom smjeru. Naravno, nisam spomenuo i automatizaciju koju nismo ovdje doveli, znači od kobota, robota i osnovne automatizacije. Tako da možemo reći stvarno da sad možemo pružiti kompletnu uslugu svim našim klijentima. Evo, to je po večini to, no, tako da, evo, tle lahko še malo Zigija gledamo, kako navarja z UTP žico. Drugače imamo pa ful dobre cene. Tukaj zdaj Zigi, naš od Belarja, se pravi ena naša boljših znamk, navarja se pravi bagarsko žlico, žica oziroma material odporen proti abraziji in udarcem. Boste pol videli končni rezultat, no, koliko se da tudi estetsko lepo zadevo narediti. Ej, kaj pa imamo tlele? To je pa lasersko varjenje, ampak fino. Reparaturno varjenje se uporablja v rodi, pa tudi strojnih delov. Vari se praktično vse materijale. Vari so zelo fini, zbirajo se trdote, izdelujemo žice, nudimo lasersko varjenje, svetujemo pri nabavi, dobavimo mašine, tudi vzdržujemo ter zagotavljamo vso podporo po prodajno. To se pravi, to je dejansko tako fino, da je treba čez tega gledati, da se vidi, kje se... Vari se pod mikroskopom. Zanimivo. Očala gor. Aha. Ne poškoduje materijala. Recimo, kje se to uporablja, v takem primeru, bolj banalnemu? V orodjarstvu se recimo največ, potem v farmaciji, medicini, za varjenje finih stvari, tudi za popravila strojnih delov. A pa prideš to zraven posod? Se da zraven prideš pa da se No ja, ni problem, to se standardno dela. To se pravi, ta cela postaja je kot enota, razen te misli, no? Ja, ta je mobilna, obstajajo pa tudi stabilne, z dobrimi softverji, ki sami generirajo konture, delajo CNC, tudi za avtomatsko varjenje primerne. Kaj pa s tem joystickom? S tem se pa krmil, laserski stroj, optika. Dobro, hvala lepa. Hvala. Malo počakamo, ko ima glih stranko, pa gremo v akcijo. Evo, tu je pa brusna plošča za vse nože kmetijstva. A šajba, Warren? Prava šajba. Da se reče. To je edina šajba, ki ne pregreva komico od nožev. Aha, ja to lik za kosilnico rabim, lik za ne teh imam. Evo, Žem. kar posprav. Brez emancije. Se pravi, to je naš v bistvu 3M-ov nov program, ki ima boljše kristale, boljšo keramiko kot prejšnje dve generacije. Tukaj bomo imeli tudi praktični preizkus, se pravi, vsi so lahko probali, bodo probali. Tukaj imamo dva strokovnjaka, ki sta bila prej v 3M-u, se pravi, enega smo vzeli pod okrilje, se pravi, to je naš Niko. Za vse vprašanja se lahko obrnete tudi na njega. On vam bo znal svetovati vse okoli brusilnih materialov, abrazivov. Zdaj lahko pogledamo, kaj ta šajba zmore. Se pravi, to dotično je fiberdisk, pomembna je izbira pravega podložnega diska, se pravi, da se zadeva hladi. Evo, tle se dobro vidi, kaj 3M zmore. Prav. In to fiberdisk, pred 10 leti je bila labelka za tako stvar.
Zdaj, v zadnje čase, ko je prišel Kubitron, je pa Kubitron prišel na fiberdisk in v bistvu zelo malo mineralov, ampak zelo velik kot brus. Brutalna zadeva. Koliko se znuca taka šajba? Ja, kar nekaj cajta traja. A kar drži? Not ima tudi hladilno sredstvo. Niko, ti boš znal kaj več povedati okoli tega, kako je v bistvu Kubitron narejen. No? To se pravi, če gremo zdaj od spodaj navzgor, to je bil klasični mineral, aluminijev oksid, ki je v bistvu takrat, ko je brusil odrival material pred sabo. Ni ga rezal, tako kot ga reže nož. Ko je prišel Kubitron 2, zdaj že vidimo piramide, in te piramide dejansko naredijo tako dres, da se špena naredi in je tudi veliko manj prahu. No, in zdaj ta najnovejši je pa Kubitron 3, ki je v bistvu ista oblika, samo da smo jo obrezali. Naredili smo še bolj, bom rekel, podobno nekam nožu in ta odreže še več. In poanta je, da so ti minerali enaki. Mineral se mora odlomiti, zato da se ostri, ker samo oster mineral pol reže, se pravi, kontroliramo tudi mineral, kako se bo mineral rabil. Super. Tako, ja. Se pravi, zdaj je prišla v bistvu nova serija Speedglassovih mask, zamenjava za 9100 serijo. Bom rekel, da sem se najbolj bal, da bodo šli nazaj, ampak niso šli, ne. So kvečem napredovali, tako da zdaj bo pa kolega povedal še kaj več. G5 serija gre na G501, ki je za težje pogoje, ki je samo v verziji z AdFlow sistemom, se pravi s filtracijo. G503 v dveh različicah, se pravi z filtracijo zraka in pa brez filtracije. In pa ta najosnovnejša, ki že nudi neke nianse barv pri varjenju. Se pravi, to je zamenjava za staro 100, tisti, ki jo poznate. 100 serija je prišla zdaj ta, ki bom jaz brez težav rekel, da je 5-krat boljša, imam prav. Definitivno cena ostaja enaka, To je pa zelo pomembno. maska je pa bistveno boljša, tako da varilc bolj točno vidi sam var. Zdaj pa G503 serija ostaja pa v dveh različicah, se pravi z AdFlow sistemom in pa brez Prav, to je ta AdFlow sistema. sistem za vpik svežega zraka, se pravi, da varilc ne diha svinarija, ampak diha tisto, ki bi mogel. No, to je pa še osnovna maska, ki ima varilni filter, oziroma G503. Mater ga tolče. Ima funkcijo, tap funkcijo, kaj pomeni to, da damo recimo na grinding, pritisnemo dva gumba. Tap funkcija pomeni to, da zdaj lahko brusimo, 3-krat tapnemo in gre maska na varilski mod. Povezati se da tudi na aplikacijo na telefonu in imamo tam vse lepo vidno, se pravi, efektivo same maske lahko spreminjamo tako din nastavitev kot se pravi delay in vse te stvari, kar lahko naredimo na maski. Maske ne rabimo dol dajati, oziroma lahko že v garderobi zaštimo preko telefona in se lepo sama sinhronizirati z varilsko masko. Zdaj se glih izvaja naša nagradna igra, se pravi, tukaj se reže, kdo se bo pa bolj približal 100 gramom in valjda bo dobil nagrado, ne? Če bo... Kakšne so že nagrade? Nagrade poročimo kasneje. Malo so skrivno. Bogate nagrade. Tako da evo, tukaj je predstavnik Metaba Slovenija, Tomaž Kosmač. Metabu v bistvu lansko leto smo praznovali 100-letnico obstoja podjetja. Meč prvi stroj, ki so ga moji predhodniki, da rečem, naredili, je bila prva kovinski ročni vrtalnik. Naša usmeritev je bila že takrat v kovinsko predelovalno industrijo in tudi zdaj veljamo za enega najboljših proizvajalcev za kovinsko predelovalno industrijo. Na voljo je cela paleta različnih strojev za oblikovanje kovin, od kotnih brusilk na baterije ali pa na kabel. Imamo tudi recimo pištolo za kovičenje, zelo zanimiv je urezovalnik navojev, praktično v izvrtino urežemo navoj in pa tukaj predstavljamo tudi stroj za pripravo varilnih robov. Od 0 do 90 stopinj in globino do 15 mm. Tukaj bo zdaj praktičen prikaz, se pravi, zvarnih robov. Špene so zelo vroče, ampak površina pa ostane hladna, kar je zelo pomembno, da ne dobimo toplotno vplivane cone kasneje pri varjenju. Tako da velik odjem, špene zelo vroče, površina hladna. Pokaž nam še ta urezovalnik navojev.
Ima obe funkciji, lahko deluje kot navaden vrtalnik, se pravi se vrti v obe smeri, po želji, če ga pa preklopimo na urezovalnik navojev, se pa vrti samo v eno stran. Torej, enostavno samo in zavrti se v smer in ko spustim, Se pravi, stroj vse naredi sam. pritiskom se zamenja smer vrtenja, urezuje navoj, po zmanjšem pritisk se vrti v drugo smer in navojni sveder se odvija ven iz same izvrtine. To se pravi, kako bolj pritisneš, Samo not pritisneš, bo on sam začel urezovati navoj. Naj se vrti stroj, naj se vrti, kar pritisne not. aha, Zdaj pa ko nehaš, samo nehaj, isto, še vedno drži stroj. Nič ne ugaša. aha, skozi držiš. Probi še Kako bo še eno? nehaš pritisk, Aha, on sam obrne in greš ven. zanimivo. Enostavno. V prvem imam kaj takega v roki. Zanimiva reč. No evo, pa sem nafektal eno šajbo, tole je specialno. Bo doma probal kakšne nožene brusati tudi kosilence, ali pa futervagna, pa da vidim, kva se dogaja. Zdaj pa majhen pavze, malo pojesti na eno pivce, pa grem pa še malo pogledati okolno. Živijo. Vidim tega, da nisem na 350 to petardo. Dajmo povej, kakšno imaš pa ti tle zgodbo zadnji. Oni so mi sponzorji, me sponzorirajo, podpirajo, zato da lahko tekmujem pri nas, pa upam, da v nadaljne tudi malo v tujini, pa na Hrvaškem. Kako pa si prišel z Varesijem skup? Jaz se primarno ukvarjam z auspuhi, pa s predelavom avtov, tako da sem prek tega prišel do Petra in potem prek Petra do Boštjana, ker on načeloma zdaj skrbi bolj zame, bolj kar se tiče sponzorstva pa tega avtomoto zadev. Ker si rekel, da se ukvarja z auspuhi, pa to švasaš ali? Ja, švasam auspuhe oziroma zdaj primarno predelujem avte, tako kot je ta, recimo, eden mi pripelje BMW-ja, čist stok, lahko je street avto, se ga odreže tam, kaj je treba, da drug motor, če je treba, intercooler, turbine, kletka varnostna, take stvari. V glavnem avto iz normalnega cestnega avta se predela v dirkalen drift avto. Aha, to se pravi primarno si v delavnici. Primarno Pa posrednost pa še ne dirkališ. Tako. Aha, to se pravi s tem driftaš ali? S tem driftam. Driftaš. Tako, ja. Koliko pa ima konov? A pa majhen opiš avto? Zdaj ima tam odvisno od mape, ampak recimo 650 konjev v najvišji boost mapi, mi je pa 350Z, motor je pa iz E46 M3, čist odprt, se pravi kovani bati, ojnice, druge vzmeti v glavi, pa pol seveda vse, kar je to, kaj je v originalu, je to NA avto, ne, se pravi atmosferac. Zdaj pa pač turbo, tako da pač vse, kar je tega, supporting moc, zato da turbo pa vse to funkcionira tako, kot mora. Ja, vidim, da je orank nalodan. Ja, kaj to pa je? To že po tistih stagih, kaj je to že česa? Kaj je to? Nismo več mi v stagih. Ne več stagih, to je že Mi smo pač... presegel meje. Ja, mi smo pač tekmovalen svet, ni več stage, to je pač... To je A ga boš pa kaj za laufo, da bomo slišali? Lahko, ja, lahko. Kako poje? Lahko bomo zalaufali, ja. No, zdaj smo se pa preselili v notranje sobane, tle imamo še eno poslovalnico v Mariboru. Rad bi vam predstavil našega predstavnika, se pravi, to je naš direktor, Peter. Maribor si zaslužil po 10 letih eno fešto. Maribor kot najbolj tradicionalno mesto, industrijo, najbolj izropano mesto, kjer ljudje niso mogli kupiti niti ene šobe, je pokazalo, da smo se prav odločili pred 10 leti in smo pač ponosni na Maribor. Super, Peter. Hvala ti. Nikaj. Se vidimo. Zdaj gre pa to zares. Lej, kakšno čas imaš, ti bom dal svojo mazlo, prijatelj. No evo, če me naučimo dobro, imamo pa tam inštitut za varilstvo. Tudi oni so tle tako, da me malo podočili.
Kaj jaz nikakšen majster tudi nisem, no. Znam kakšno reč, pa kakšno malenkost zašvasati, to, da drži vsaj do južne, to je pa to. Nekaj danes ne boš švasati znov, pa pokličite. Aha, dojdo, a to si ti? Probi tako, da boš videl, da ti lepo fila, ne? Okay. Da ne boš imel kakšnih zajet, da si imaš sramoto naredil. Ja, to si verjetno bom. To so te nagradne oziroma tekmovalne igre. Koliko lahko švasa, kdo ga bolj švasne, tisti dobi pa nagrado. Prej rekel, da bomo počakali, ampak jaz vem, da je švas aparat dobi tiska zmaga. Pojte druga je, da držiš, koliko cajt držiš švas aparat, koliko smočen v bistvu, no, koliko cajt ga držiš. Ta tretja je pa odrež ga na grame, to je pa že prej več predstavo. Čim bližji 100 grama moraš biti. A to se cajt mer pa vse? Se cajt se mer? Ja. Veš zakaj? Zato, da recimo, če bo premalo odstopanja, ne, da lahko v bistvu po času vidimo, kdo je manj časa porabil in tle se bo pol odločala. Ne. Čim bolj 90 stopinj Aha. se najprej zapika, ne, da bo stabilno in potem se potegne zvag 4,5 mm višine. Neč pojmo. Ok, ne, iz desne proti levi. A zdaj sem proti levi. To je to. Little bit slower, malo bolj počas. Kaj sem naredil? Najboljši čas. Dober, pa je bilo matrovno. Začel sem dober, pa sem pa slanje pa zmanjkalo, ja, to so pa pol te spretnosti. Zato pa moraš jet malo. Ja, malo varilne šole bi bilo treba. Ja, malo prakse. Ste pa naravni talent, ste pa zelo dobro začeli. Ja, na koncu pa je komentarje poslušal, pa me je pa zmatal. Bi mogel imeti čepke, da ne bi slišal. Boljš. Zelo lep začetek, pol pa ponavadi, a ne vsem zmanjka, ker je pač držanje pozicije, a ne pištole, pa potem gibanje. Ja, ker te... Najboljši čas, je to najboljši čas, a ne? Bravo! Jaz sem smetal ponovati se Madujka, ki je crkne lih takrat, kad imamo in hitro pošvasamo, ne čakamo prav dolgo. Pa nazaj na polje, to je fora. Enoč, jaz mislim, da so se tle prvarisi kar fajn potrudili, res tele delavance, pa to, kar se je dal videti tipi top, dal se je tudi probati marsikaj. Tako da, to je to, tle se video zaključuje. Če pa kakšen rad kaj od teh izdelkov mu pa še več, imate eno poslovalnico tle v Maribor, ena je pa v Ljubljani, tako da vabljeni. Se vidimo. Šiu.